Obtičali ste v prometu, srce vam razbija, krvni tlak vam poskoči v nebo, končno pridete v pisarno. Nespretni pozdravi, vrtljiva vrata, vaš prvi odmerek kofeina dneva in nato spet v avto. 15 minut kasneje ste doma, kjer se zgodi pravo delo. Domov, še preden se delovni dan sploh začne. To se dogaja po vsem svetu in spravlja nekatere najbogatejše šefe ob pamet. Zakaj? In ali to pomeni, da pisarna, kot jo poznamo, izumira? Jaz sem Josh in v današnji epizodi oddaje Infographics Show se sprašujemo, kakšna je prihodnost dela od doma. Obstaja pojav znan kot coffee badging. Večinoma se pojavlja pri tehničnih in strokovnih poklicih, pri delih, kjer se od ljudi pričakuje, da pridejo v pisarno. V ZDA je to leta 2023 pomenilo približno 70 milijonov ljudi, kar je okoli 44% celotne delovne sile, torej veliko ljudi. Skratka, da je coffee badging dolgotrajen stranski učinek svetovne pandemije. Gre za to, da pokažeš svoj obraz in pokažeš svojo značko šefu ali administraciji in zgleda, kot da si ves dan v pisarni. V resnici pa si spet doma in delaš točno isto delo, kot bi ga delal, če bi bil zataknen v pisarniškem boksu. Za tistega, ki se znajde, ni bilo storjene nobene škode. Rekli bodo, da so prav tako produktivni, če delajo v spodnjem perilu z likom spuži kvadratnika, kot če bi bili v srajci in hlačah. Torej, kje je problem? Šefi proti delavcem, boj za pisarno. Resnica je, da številni največji lastniki podjetij na svetu temu preprosto niso naklonjeni. Statistično gledano si nihče, ki danes dela za pisalno mizo, ne želi biti v pisarni 5 dni na teden. Anketa iz leta 2024, ki jo je izvedla spletna stran za oddaljena delovna mesta FlexJobs, je pokazala, da bi si 51% vprašanih v idealnem primeru želelo delati povsem nadaljavo. Želijo se popolnoma izogniti pisarni. 46% drugih vprašanih je povedalo, da bi raje imeli hibridni model, nekaj dni v pisarni, 2 ali 3 dni pa od doma. Ocenjuje se, da trenutno po svetu približno 100 milijonov delavcev dela po tem hibridnem modelu. Toda ali bo to postalo običajno? Statistika kaže, da si danes skoraj nihče ne želi biti priklenjen na pisalno mizo. Po anketi Future Forum Pulse si le 7% zaposlenih, ki so odgovorili, želi biti v pisarni ves teden. Kaj se je zgodilo? Ljudje niso bili takšni pred 10 ali 20 leti. Kot smo rekli, bila je pandemija. Preoblikovala je naše možgane. V povprečju razmišljamo drugače o delu. Galupova anketa približno 400.000 ameriških pisarniških delavcev od leta 2019 do 2025 je pokazala, da se je število ljudi, ki imajo na delu najboljšega prijatelja, močno zmanjšalo. Delež je padel z 22% v letu 2019 na 17% pri hibridnih delavcih. To v kulturi podjetja ustvarja občutek osamljenosti in odtujenosti. Manj korporativnih zaposlenih trenutno verjame v poslanstvo podjetja kot v preteklosti, še posebej mlajši ljudje. Stopnje anksioznosti in depresije na delovnem mestu so se prav tako povečale. Močno so narasle v času zaprtja, vendar so ostale višje kot v razmeroma mirnem obdobju pred pandemijo. Zaposleni preprosto niso več tako zadovoljni, kot so bili nekoč. Morda bo delo od doma rešilo težavo. Zadeva je zapletena. Nekateri trdijo ravno nasprotno in pravijo, da bi bili zaposleni dejansko bolj zadovoljni, če bi več časa preživeli s svojimi sodelavci. To verjame veliko starejših šefov. Ko gre za coffee badging, niso ravno navdušeni nad tem, da jih zaposleni pretentajo. V najslabšem primeru je to lahko videti kot goljufija pri plačah. In kakorkoli obrneš, je to očitna kršitev pravil podjetja. Ne gre le za peščico neubogljivih zaposlenih. Coffee badging je zelo razširjen. Ko je anketa na LinkedInu vprašala skoraj 1500 delavcev, ali so to že kdaj storili, jih je 19% odgovorilo, da so oni ali njihovi sodelavci redni kršitelji. Še 31% jih je povedalo, da so to storili vsaj enkrat. V drugi anketi, tokrat med 2000, Američani jih je 44% priznalo, da so v letu 2024 občasno prakticirali coffee badging. To je manj kot 58% leto prej. Zakaj sprememba? No, običajno to ni razlog za odpoved, vendar so podjetja tega naveličana in ostro ukrepajo. Anketa iz leta 2025, ki jo je opravila spletna stran za življenjepise med 849 menedžerji, je pokazala, da je 47% njihovih podjetij napovedalo, da bodo začeli odpuščati ljudi ali vsaj uvedli disciplinske ukrepe proti tistim, ki se ne bodo držali navodil za vrnitev v pisarno oziroma RTO. Za zaposlene obstaja neka varnost v tem, da jih je veliko. Če vsi kršijo pravila, imate na rokah revolucijo. Podjetja ne morejo odpustiti vseh, vendar tega ne počnejo vsi. In veliko podjetij si trenutno dejansko želi, da bi množice njihovih zaposlenih dale odpoved. Prav ste slišali, nekatera podjetja so priznala, da so uvedla vrnitev v pisarno zato, da se znebijo šibkih členov. Ljudje, za katere so ugotovili, da so izmeček podjetja. Temu pravijo tiho odpuščanje in gre za to, da je delo tako nevzdržno, da sami odidete. Seveda, to je precej neetično, vendar je odpuščanje ljudi lahko stresno in drago.
Tiho odpuščanje je iz priročnika Skopuha. To počne veliko podjetij. V anketi iz leta 2025 je kar 53% podjetij priznalo, da uporablja taktike tihega odpuščanja. Glavni razlog je bila želja zaposlenih po delu nadaljavo. Šefi mislijo, da so pametni, vendar se je nekaterim to maščevalo. Po raziskavi približno 3 milijonov strokovnjakov so nedavne zahteve po vrnitvi v pisarno povzročile 14% povečanje fluktuacije zaposlenih, pri čemer ženske odhajajo v 20% deležu. Nekateri najvišji vodje, mentori, inovatorji in nasplošno ljudje z najmočnejšimi veščinami so odhajali po povečani stopnji, in sicer med 18 in 19%. Čeprav so zahteve po vrnitvi v pisarno in tiho odpuščanje morda odstranili nekatere manj predane zaposlene, je pravi val odhodov odnesel tudi prave nebrušene diamante. To je veliko tveganje. Zakaj torej šefom toliko pomeni, da ste v pisarni? Odgovor je, da ni vsem tako mar. Morda je odvisno od tega, kako globoke gube okoli oči imajo ali so se jim povesila lica. Po podatkih Nacionalnega urada za ekonomske raziskave so šefi iz generacije milenicev in generacije Z brez povešenih lic veliko bolj verjetno pripravljeni dovoliti svojim zaposlenim delo nadaljavo kot njihovi izčrpani boomerji ali celo generacija X. V anketi iz leta 2025, v kateri je sodelovalo 8000 ameriških delavcev starih med 20 in 64 let, je postala slika zelo jasna. Mlajša podjetja, ki jih vodijo mlajši šefi, veliko več delajo od doma kot starejša podjetja. Ker bodo šefi bližnje prihodnosti vsi milenici ali pripadniki generacije Z, ali to pomeni, da bomo čez 10 let vsi delali nadaljavo? Morda, morda ne. Ljudje se s starostjo spreminjajo. Morda bodo postali kot gospod Jeffrey Preston Bezos, star 62 let boomer. Boomer Jeff je eden največjih delodajalcev na svetu in je bil zelo strog pri nadzoru svojega osebja. Ko Amazon ne nadzoruje produktivnosti zaposlenih v svojih centrih za obdelavo naročil, uvaja prakse upravljanja uspešnosti zaposlenih. Leta 2024 je Amazon uvedel politike sledenja, ki bodo vodjem povedale, kako se njihovo pisarniško osebje giblje po poslovnih prostorih. Zaposleni imajo zdaj individualne evidence prisotnosti, poročilo o beleženju z vstopno kartico na interni kadrovski nadzorni plošči. Za Amazonove zaposlene, ki radi delajo od doma, to pomeni eno stvar. Zbogom kratkemu prihodu v pisarno zgolj zaradi evidentiranja prisotnosti. Podjetje je pred kratkim odpustilo približno 14 000 korporativnih zaposlenih iz različnih razlogov, vendar jih je še vedno ostalo okoli 350 000. Vsi so bili poklicani nazaj pod novo politiko vrnitve v pisarno. Zdaj gre za 5 dni na teden v pisarni za večino ali pa bodo odpuščeni. Vodjem so naročili, naj odpustijo vsakogar, ki se upira ukazu. Pri Amazonu je po njihovo ali pa nič. 30 000 zaposlenih je podpisalo peticijo proti temu ukazu, vendar je to morda le priročen način, da se znebijo tistih, ki jih imajo za lenuhe. Predsednik in izvršni direktor Amazona Andy Jassy je pojasnil, da je vračanje ljudi v pisarno povezano predvsem s produktivnostjo in kulturo, ki gresta z roko v roki. Ne moreš imeti kulture, če nimaš ljudi na istem mestu. Amazon pravi, da ko so zaposleni skupaj v pisarni, to prinese več energije, povezanosti in sodelovanja. Je imel prav? Zaposleni v Amazonu se s tem ni strinjal. Na internem oglasnem desku so zapisali, da bi morale šteti le metrike. Če je končni rezultat dober, zakaj bi bilo pomembno, kje izbereš delati? Podjetje jim je mar za dobiček, ne za povezave. Ampak, ali potrebuješ eno, da dosežeš drugo? Zaposleni pravijo, da ne. Jeff in Jassy se ne strinjata. Nekaj podobnega se je zgodilo pri Samsungu. Potem, ko je leta 2025 uvedel politiko 5-dnevne vrnitve v pisarno, je medijem poročal, da so hodniki njegovih pisarn polni nasmejanih, srečnih ljudi. Vsi so se zabavali, kar je verjetno tudi razlog, da je podjetje kasneje poročalo, da je uvedlo orodje za skladnost za vodje, ki bi lahko nadzorovalo vse pisarniško osebje. To bi zagotovilo, da zaposleni izpolnjujejo svoje obveznosti in ne uporabljajo kratkega prihajanja v pisarno zgolj zaradi evidentiranja prisotnosti. Mediji so poročali o tihem uporu v teh velikih podjetjih. Vrnitev v pisarno je bila naletela na zelo slab odziv, enako je bilo pri Googlu. Večina od 120 do 140 000 korporativnih zaposlenih v ZDA ni bila navdušena nad ukazom za vrnitev v pisarno. 58% teh zaposlenih je starih med 20 in 30 let. To je starostna skupina, ki je večinoma proti vrnitvi v pisarno. Ne maramo, da nas obravnavajo kot šolarje in nadzorujejo pri vsaki malenkosti, je zapisal zaposleni, ki so mu povedali, da je z delom nadaljavo konec. Google je dejal, da kdor se ne strinja z vrnitvijo v pisarno, očitno ne podpira vrednot in strategije podjetja. Prilagodi se ali odidi. To se dogaja po vsem korporativnem svetu. V eni od raziskav je 93% poslovnih voditeljev izjavilo, da verjamejo, da so zaposleni, ki delajo v pisarni, boljši za podjetje kot tisti, ki stalno delajo nadaljavo. Nekateri so bili sicer prilagodljivi in so zahtevali le 3 dni v pisarni. Nekateri zaposleni pa so dejali, da so to 3 dnevi preveč.
In ista raziskava je pokazala, da je 8 od 10 podjetij izgubilo talente zaradi svojih politik vračanja v pisarno, vendar pri tem ne popuščajo. Tako kot izvršni direktor Paramounta Dave Allison verjamejo, da brez pisarne podjetja ne moreš voditi. Delo od doma ali v pisarni, kjer se pretvarjaš, da si zaposlen? Vzemite si kratek odmor in ne pozabite všečkati, deliti in se naročiti. Vašemu šefu ne bomo povedali. V isti raziskavi je 41% zaposlenih, ki so prejeli ukaz za vrnitev v pisarno, povedalo, da bodo začeli iskati drugo službo. 14% jih je reklo, da so že na poti ven. Nasvidenje Google, adijo Amazon. Preprosto jim ni bilo mar. Bilo je kot neustavljiva sila, ki naleti na nepremakljiv predmet. Ampak zakaj? Ljudje so zdaj okusili delo nadaljavo in resnično nočejo nazaj na 5 dni v pisarni. Nekateri so mladi. Delo nadaljavo je način, kako so začeli. Brez pandemije, brez problema. Ampak zgodilo se je in življenje se je spremenilo, morda za vedno. Zaposleni so se pritoževali, da je vrnitev v pisarno toksična. Niso zadovoljni z načinom, kako jih obravnavajo. Morala je nizka. Tako nizka je, da obstaja še en nov pojav. Imenuje se maščevalni odpor proti vrnitvi v pisarno. Zaposleni so zdaj ujeti v pasivno-agresiven upor. Že ste slišali za tiho odpuščanje? No, ti revolucionarji zdaj opravljajo le še nujni minimum. Imajo dolge odmore za kosilo, odhajajo prej in opravijo najmanj dela, kolikor si lahko privoščijo. Vedo, da bodo prej ali slej odpuščeni, ampak kaj potem? To je kot malenkosten korporativni prepir, ki se nenehno stopnjuje. In to je velik del delovne sile. Revija Forbes je navedla raziskavo, v kateri je 28% vprašanih povedalo, da pričakujejo, da bodo pri njih ljudje delali le še nujni minimum leta 2025. To je bil imenovan za glavni karierni trend tistega leta. Strokovnjak je povedal, da postaja maščevalna politika vračanja v pisarne nekaj običajnega, saj se zatiralske zahteve po delu v pisarni širijo po celotni korporativni Ameriki. Z vidika zaposlenih se zdi, da njihovim šefom ni mar za njihovo dobrobit. Vsi so izgoreli. Ljudje so depresivni. Veliko vprašanje je, ali so imeli prelahko. Obstaja teorija v ekonomiji, ki pravi, da ko ljudje zaslužijo dovolj za udobno življenje, lahko izberejo več prostega časa namesto trdega dela. Z drugimi besedami, ko je preživetje zagotovljeno, se lahko motivacija zmanjša. To je eden od argumentov, tisti, ki pravi, da je generacija Z prepričana, da ji vse pripada. V anketi med 625 ameriškimi kadrovniki jih je 45% povedalo, da je generacija Z najtežja generacija. Članek v Wall Street Journalu, ki ga je napisala Suzy Welch, je povzročil pravi vihar, ko je dejala, da generacija Z ni le težavna, ampak celo nezaposljiva. Kritike so razširjene in niso prisotne le v ZDA. Upravičeni, leni, razvajeni, nezanesljivi, užaljeni, preobčutljivi, zablodeni, celo narcisoidni. Žalitve so prihajale iz skoraj vseh kotičkov korporativnega sveta. Po mnenju kritikov je razlog, da generacija Z noče delati v pisarni izključno v teh negativnih lastnostih. Generacija Z pa se s tem morda ne bi strinjala. Pravično ali ne, številna podjetja se zdaj soočajo z brezizhodnim položajem. Zaposleni nočejo prihajati v pisarno, medtem ko vodje trdijo, da brez tega upadata produktivnost in sodelovanje. Nobena stran ni pripravljena popustiti. Zdi se, da ni rešitve. Ali pač? Produktivnost, sreča in stroški dela. Če končni rezultat ni prizadet, potem so tisti, ki uveljavljajo vrnitev v pisarno, očitno le malenkostni. Vprašajte samostojnega podjetnika, ali je naredil več, ko je delal v pisarni za plačo, ali ko je bil plačan po učinku. Običajno je odgovor samo eden. V raziskavi opravljeni leta 2004 so bili ljudje, ki so delali po učinku, 20% bolj produktivni kot tisti s fiksno plačo. Ni šlo za pisarniško delo, vendar je načelo enako. Kaj nam pove povečana proizvodnja o produktivnosti? Ljudje so sposobni veliko več, če so motivirani. Za večino velikih podjetij potrebujete timsko delo. Poleg tega je pri mnogih delovnih mestih težko meriti uspešnost, zato ne morete vseh narediti samostojnih podjetnikov. Delavci si želijo tudi predvidljivih plač, vendar jim še vedno lahko ponudite spodbude. Nekatera podjetja to že počnejo. 20% podjetij v anketi je povedalo, da bi svojim pisarniškim zaposlenim plačalo več kot hibridnim zaposlenim. 76% jih je reklo, da bo plača enaka, le 4% pa jih je dejalo, da bodo oddaljeni zaposleni dobili več. Po drugi strani pa so v drugih raziskavah zaposleni povedali, da bi sprejeli znižanje plače od 5 do 25%, samo da bi lahko delali nadaljavo. Nazaj k velikemu vprašanju, ali delo nadaljavo zmanjšuje produktivnost ljudi? Če ja, in če to negativno vpliva na poslovni izid, imajo šefi vso pravico, da tega ne dovolijo. Odgovor je, da je zapleteno. Nedavna študija je pokazala, da je delo nadaljavo povzročilo 10% zmanjšanje produktivnosti v primerjavi z delom na lokaciji. To je bila raziskava, ki jo je izvedel Stanford Inštitut za raziskave ekonomske politike, podprta pa je bila tudi z drugim raziskovalnim člankom Nacionalnega urada za ekonomske raziskave.
Njegove ugotovitve so zagotovo povzročile nočne more direktorjem. Nakazovalo je, da so bili zaposleni na daljavo kar 18% manj produktivni kot tisti v pisarni. Vendar pa, in to je pomembno, je raziskava tudi pokazala, da so bili ljudje, ki so raje delali od doma, nasplošno manj produktivni kot tisti, ki so raje delali v pisarni. Morda imajo tradicionalisti iz generacije boomerjev in milenicev, ki zagovarjajo vrnitev v pisarno, prav, vendar ne tako hitro. Ena največjih raziskav o hibridnem delu je pokazala precej drugačne rezultate. Ko je multinacionalno kitajsko tehnološko podjetje Trip.com izvedlo preizkus z skoraj 1600 strokovnimi zaposlenimi, so bili tisti, ki so delali na daljavo, nasplošno enako uspešni kot vsi ostali. Sodelovalo je 395 vodij in približno 1200 nevodstvenih delavcev, od inženirjev do zaposlenih v finančnem in marketinškem oddelku. Vsi so bili izbrani naključno glede na datum rojstva. V preizkusu, ki je potekal v letih 2021 in 2022, so nekateri delali polni delovni čas v pisarni, drugi pa so 2 dni na teden delala od doma. Čeprav je bila ta študija izvedena na Kitajskem in ne na Zahodu, so bila delovna mesta v podjetju zelo podobna tistim, ki jih najdete v Silicijevi dolini. Ena izmed bolj šokantnih ugotovitev je bila, da se je stopnja odhodov pri zaposlenih na daljavo zmanjšala za 35%. Prav tako se je za hibridno ekipo močno izboljšalo zadovoljstvo pri delu. Še pomembneje pa je, da ni bilo razlik v ocenah uspešnosti in napredovanjih. Hibridni zaposleni so delali prav tako dobro kot nehibridni. Produktivnost je bila ohranjena ali celo nekoliko boljša. Posledica je bila, da naj bi mnogi vodje v podjetju spremenili svoje mnenje o vplivu hibridnega dela na produktivnost. Toda vsako podjetje je edinstveno. Imajo svojo kulturo, izdelke in naloge. Zato bi bilo treba hibridni model preizkusiti, da bi videli, ali deluje. Študije, ki pravijo, da je delo na daljavo dobro ali slabo za podjetja, morajo upoštevati razlike. Verjetno bo produktivnost ostala enaka. To je leta 2040 povedala Zvezna rezervna banka San Francisca. Po izvedbi študije z različnimi podjetji je ugotovila, da pri nekaterih podjetjih, citiram, delo na daljavo ni niti oviralo, niti pomagalo povečati skupne rasti produktivnosti. Gre tudi za posameznika. Nekateri ljudje bolje delajo sami kot drugi. Toda v podjetju ni pošteno, da ljudi obravnavajo različno, če opravljajo enake naloge. Če bi podjetje to storilo, bi se lahko soočilo s tožbami zaradi diskriminacije. Še ena stvar, o kateri je treba razmisliti, je, da lahko zaposleni na daljavo dejansko zmanjšajo stroške podjetja. Podjetja bodo prihranila pri računih za elektriko, opremo, vodo in hrano. Če imate na stotine ali celo tisoče zaposlenih, se ti računi lahko hitro naberejo. Po podatkih Global Workplace Analytics bi ameriška podjetja skupaj lahko prihranila več kot $500 milijard, več kot $11,000 na zaposlenega na leto zaradi zmanjšanih stroškov nepremičnin, komunalnih storitev in fluktuacije zaposlenih, ki odidejo zaradi neprožnosti. In to je dobro tudi za okolje. Članek v Cornell Chronicle je zapisal, da bi delo od doma 2 do 4 dni na teden lahko zmanjšalo ogljični odtis zaposlenega za 11% do 29%. Prihodnost dela, hibridno delo, umetna inteligenca in ustvarjalnost. Če pa je bil en dejavnik, ki se je pojavljal v vseh raziskavah, je bil to ta. Delo od doma, bodisi nekaj dni na teden ali ves čas, je izboljšalo zadovoljstvo pri delu. Ni težko razumeti zakaj, če pogledamo raziskave iz 20 let tega stoletja. Povprečni letni strošek prevoza na delo v ZDA je bil nekaj manj kot $8,500. To je tudi veliko časa, saj ljudje v povprečju na leto za vožnje na delo porabijo 239 ur. Porabijo tudi denar za hrano in prigrizke, stvari, ki bi sicer lahko bile del živil doma. Revija Forbes je navedla podatke, da ameriški delavci v povprečju porabijo $50 na dan, ko gredo v pisarno, kar pomeni $1,000 na mesec, če delajo polni delovni čas. Kar se tiče avtomobilov in stroškov parkiranja, 76% Američanov se na delo vozi z avtom. Dodatnih 9 do 11% se vozi v skupini, približno 4% pa uporablja javni prevoz. V New Yorku je ta delež okoli 55%, kar je največ v Ameriki. Sledi Washington DC 37%. Veliko prebivalcev New Yorka plača $132 za 30-dnevno metro kartico, a gre tudi za dobro počutje. Študija je pokazala, da bi 40% Američanov raje čistilo stranišče, kot se vozilo v službo. Stres zaradi večletne vožnje v službo, recimo v Los Angelesu, je lahko dovolj velik, da zmanjša vašo pričakovano življenjsko dobo. Sreča je pomembna, stres je pomemben. Raziskava Univerze v Oxfordu iz leta 2023 je pokazala, citiram, da obstaja vzročna povezava med srečnimi delavci in 13% povečanjem produktivnosti generalni direktorji. Zapomnite si to. Gallupovo poročilo o stanju na delovnem mestu za leto 2023 je navedlo, da nesreča na delovnem mestu podjetja po vsem svetu stane približno $8,8 bilijona izgubljene produktivnosti. To je približno 9% svetovnega BDP.
Ljudje postanejo nezainteresirani, prenehajo si želeti navdušiti svoje šefe, slabo opravljajo delo in na koncu preprosto odidejo. Preprosto povedano, delo od doma ljudi naredi bolj zadovoljne. Obstaja še več podatkov, ki to dokazujejo. Globalna raziskava, ki jo je vodil Cisco in je zajela 28.000 redno zaposlenih, je pokazala, da je možnost dela od doma osrečila 82% delavcev. Ampak zdaj si postavimo resno vprašanje. Ste resnično bolj srečni, ko delate od doma, ali vam to samo vaš možgani govorijo? Kajti delo na daljavo ima tudi slabo stran. Kdor je to veliko počel, bo to verjetno priznal. Odlični odnosi se lahko ustvarijo v pisarni, tam lahko sklenete prijateljstva za vse življenje. Nekatere raziskave pravijo, da v povprečju preživimo skoraj 81.400 ur svojega življenja na delu. Če ves ta čas preživimo sami, lahko postanemo veliko bolj osamljeni. Generacija Z ne potrebuje več osamljenosti. Številne raziskave pravijo, da so v povprečju manj družabni kot prejšnje generacije. Statistično gledano trpijo za večjo socialno anksioznostjo. Manj hodijo ven, manj se zabavajo in imajo manj spolnih odnosov. Mnogi so odraščali zasvojeni z napravami, kar je lahko popolnoma katastrofalno za duševno zdravje. Včasih se zdi lažje biti sam. Manj je tveganja, manj truda, vendar vsi vemo, da lahko trud močno izboljša tvoje življenje. Ljudje, ki jih spoznaš pri delu, lahko spremenijo tvoje življenje. Vse je v tem, da stopiš iz svoje cone udobja. Če vse delovne dni preživiš sam pred prenosnikom, se morda na kratki rok počutiš bolje, a bo to zelo verjetno poslabšalo tvoje stanje tesnobne osamljenosti. Na področju pozitivne psihologije lahko dobra delovna kultura tvojemu življenju da smisel in namen. Imaš občutek pripadnosti. Povezovanje ekipe lahko pomaga pri tvoji samozavesti. Učenje, kako se spopadati z ukazi, čeprav je včasih negativno, te lahko nauči, kako biti odporen in kako krmariti skozi težke preizkušnje. Vse je povezano z osebno rastjo. Če ima podjetje pozitivno delovno kulturo, to pomaga pri tej rasti, hkrati pa tudi dviguje moralo. Statistično gledano, zaposleni, ki so vključeni, vzamejo manj bolniških dni. Statistično gledano tudi ostanejo dlje, če imajo sodelavce, ki jih občudujejo ali se z njimi vsaj dobro razumejo. Kot ekipa pridejo do več idej. Skratka, vaša sreča v njihovi kulturi je za vas zelo pomembna. In to je tudi dobro za dobiček vašega podjetja. Da, to je v nasprotju z vsemi tistimi, ki delajo le še minimum in zapuščajo podjetje zaradi zahtev po vrnitvi v pisarno. Odgovornost je torej na podjetjih, da naredijo prihod v pisarno pozitivno izkušnjo. Če ni tako, je to njihova krivda. Zadnja stvar, ki jo podjetje potrebuje, je visoka fluktuacija zaposlenih. Če zaposleni ves čas odhajajo, je to lahko drago. Usposabljanje novih zaposlenih vzame čas in če ne ostanejo dolgo, to pošlje jasno sporočilo strankam in klientom, da vaše podjetje verjetno ne posluje najbolje. V prihodnosti bodo podjetja verjetno našla ravnotežje med ustvarjanjem prijetne pisarniške kulture in tem, da zaposlenim omogočijo delo od doma vsaj del časa. Generalni direktorji in vodje bodo morda ugotovili, da je zahtevati 5 dni, kot to počne veliko podjetij zdaj, preveč. Zaposleni bodo morda odšli tja, kjer lahko v pisarno pridejo le 3 dni. Hibridni način dela je zagotovo prihodnost. Toda to je bližnja prihodnost, kaj pa čez 25 let? Po podatkih globalne raziskave o delovnih ureditvah, ki je preučevala visoko izobražene zaposlene za polni delovni čas v 22 državah, so ljudje leta 2022 v povprečju delali 1,6 dneva na teden od doma. To se je zmanjšalo na 1,33 dneva v letu 2023 in nato na 1,27 dneva v letih 2024 do 2025. A kar je pomembno, to je še vedno precej več kot pred covidom. Ista študija je pokazala, da imajo angleško govoreča gospodarstva v povprečju več dni dela od doma, od 1,5 do 2 dni na teden. To je v primerjavi s pol do 1 dnem v azijskih državah, ki so bile preučevane. Evropa se zdi najbolj prilagodljiva. Na Nizozemskem, Irskem, Finskem in v Nemčiji kar 69 do 77% zaposlenih v podjetjih vsaj del časa dela od doma. Ciper, Grčija, Hrvaška in Portugalska so bile najnižje. V ZDA je 26% delavcev popolnoma na daljavo, 52% pa jih dela v hibridnem modelu, kar je prav tako precej prilagodljivo. Podjetja prihodnosti se bodo morala prilagoditi. Obstaja tudi velika verjetnost, da bodo uvedla 4-dnevni delovni teden. Islandija ga je preizkusila in poročala o izjemnem uspehu. Produktivnost se ni zmanjšala. Številna podjetja po svetu, nekatera v Združenem kraljestvu in na Japonskem, prav tako izvajajo preizkuse krajšega delovnega tedna. Rezultati so za zdaj mešani. Kickstarter je povedal, da so morali zaposleni več dela opraviti v 32 urah. Podjetje za mobilnost Bolt pa je dejalo, da se je produktivnost dejansko povečala. Torej bo prihodnost verjetno hibridna in morda 4-dnevnim delovnim tednom. Večje vprašanje je, ali bo delo, ko bodo sistemi umetne inteligence naprednejši, postalo tako enostavno, da bomo lahko samo sedeli in pustili robotom, da opravijo vse težke naloge. Bi se lahko delovni teden skrčil na samo 10 ali 20 ur? Odgovor je skoraj zagotovo ja, ne.
Verjetneje je, da bodo od nas preprosto pričakovali, da bomo proizvedli več. Podjetja so po naravi konkurenčna. So pod stalnim pritiskom vlagateljev, da iz svojih delavcev iztisnejo čim večjo produktivnost. Takšno je pač življenje, tudi če nimajo vlagateljev. Zgodovina nam kaže, da tehnologija redko daje delavcem več prostega časa. Od druge svetovne vojne se je produktivnost v razvitih gospodarstvih večkrat povečala, vendar se standardni delovni teden ni bistveno zmanjšal pod 40 ur. Za primer iz resničnega sveta. Nedavna študija MIT in Stanforda je pokazala, da so delavci v službi za pomoč strankam, ki so uporabljali generativno umetno inteligenco, postali približno 14% bolj produktivni, vendar podjetja te tehnologije niso uporabila zato, da bi jim omogočila daljše odmore. Preprosto so pričakovali, da bodo opravili več dela. Z drugimi besedami, če vam umetna inteligenca prepolovi obseg dela, verjetno ne boste preostanek popoldneva preživeli na plaži. Od vas bodo preprosto pričakovali, da boste opravili dvakrat več. Revolucija umetne inteligence lahko pomeni, da bodo računalniki in druge naprave postale nove tovarne in mlini. Revija Harvard Business Review je pred kratkim zapisala prav to. Umetna inteligenca naredi delo veliko bolj intenzivno. Verjetno bodo bodoči vodje generacij Z, alfa in beta zagovarjali boljše delovne pogoje za zaposlene. Delavske pravice doslej niso nazadovale, to je predvsem zaradi aktivizma. Industrije v preteklosti so se dejansko borile za ohranitev otroškega dela v napornih izmenah, vendar se stvari iz generacije v generacijo spreminjajo. In kot ste videli, si generacija Z želi, da bi ljudje bolj uživali v svojem delu. Kritizirali so jih zaradi občutka upravičenosti, vendar je bil delavski aktivizem v preteklosti zelo koristen za človeštvo. Ko bodo leta 2050 oni šefi, bodo verjetno zagotovili udobje, ki so ga nekoč zahtevali za svoje zaposlene. Toda ali je prihodnost povsem brez dela sploh mogoča? Res je, da bodo stroji postali izjemno sofisticirani. Veliko delovnih mest bo izginilo, zagotovo tista, ki ne zahtevajo človeškega stika ali prijazne besede. Kaj pa ustvarjalci? Bodo še vedno obstajali pisci, ki vam pripovedujejo zgodbe, in animatorji, ki jih oživijo? Bodo še vedno pripovedovalci, ki so balzam za vaša ušesa? Kaj pa urednik, ki vam pove, da je tempo napačen ali da ste neko točko že izčrpali, kot morda prav zdaj? Pravzaprav je zelo verjetno, da se bo ustvarjalno delo za ljudi močno razširilo, tako kot smo to že videli na platformah kot so YouTube, TikTok in Substack. Ekonomija ustvarjalcev pred 20 leti skorajda ni obstajalo, zdaj pa skoraj vsakdo želi postati ustvarjalec. V letu 2024 je bilo vredno okoli 250 milijard dolarjev, nekatere ocene pa kažejo, da bi lahko do leta 2027 doseglo pol bilijona. Leta 2050. Morda bo skoraj vsakdo ustvarjal ali pomagal ustvarjati neko obliko vsebine, da bi si zaslužil svoj kruh v prihodnosti. Zdaj si mislite, da bo umetna inteligenca zagotovo vzela nekaj ustvarjalnih delovnih mest. Tako pravijo nekateri. Ni nujno. Nekateri raziskovalci menijo, da bodo občinstva, ko bo vsebin ustvarjenih z umetno inteligenco vedno več, postala naveličana tega in bodo veliko bolj kot zdaj hrepenela po pristnih človeških glasovih. Svetovni gospodarski forum je trdil, da bodo v prihodnosti spretnosti, kot so ustvarjalnost, izvirnost in čustvena inteligenca, postale še pomembnejše, ne manj. Ljudje bodo hrepeneli po človeškem glasu v sporočilu, po nečem, kar se zdi človeško, resnično, pristno. Umetna inteligenca bo pomagala pri ustvarjanju, vendar ne bo popolnoma prevzela nadzora. Tudi potrošnik bo morda postal bolj prefinjen. Ko bodo občinstva preplavljena z algoritmično optimizirano vsebino, se bodo verjetno naučila prepoznati te trike. To že opažamo pri pritožbah glede spletne navlake, ki jo ustvarja umetna inteligenca, ali pri pretočnih oddajah, ki so zasnovane zgolj za sprožanje dopaminskih odzivov. Ko se vse zdi ustvarjeno zgolj za metrike angažiranosti, bodo ljudje želeli nekaj manj generičnega. Bodimo iskreni, če umetna inteligenca vse optimizira, tako da vse zveni in izgleda enako, in če lahko vsakdo uporablja to programsko opremo, bodo potrošniki zahtevali nekaj drugačnega. Želeli bodo neoptimizirane stvaritve. Trenutno temu pravijo premija za pristnost. Zelo verjetno bo to v prihodnosti še pomembnejše. In tukaj pridete na vrsto vi, ustvarjalci prihodnosti. Leta 2050 bi bila vaša nepopolna pristnost lahko kot zlati prah, če boste znali to izkoristiti. Tudi to ni izvirna napoved. Ljudje to govorijo že desetletja, celo stoletja. Ljudje kot so ekonomist John Maynard Keynes, Karl Marx ali Bertrand Russell so napovedovali, da bodo stroji sčasoma opravili vse težko delo. Rekli so, da bi ljudje morda delali le 6 do 15 ur na teden, preostali čas bi lahko preživeli v ustvarjalnosti, filozofiji, umetnosti in prostem času. Bili so nekoliko preveč optimistični. Morda pa tja še nismo prišli. Morda to šele prihaja v naslednjih 20 do 50 letih, ko boste ustvarjalci prav ljudje, kot ste vi. V svetu umetne inteligence bo morda naša človečnost postala naša najdragocenejša dobrina. Obstaja pa še ena možnost, tista distopična, kjer pride do množične brezposelnosti in ekstremne neenakosti, kot je še nismo videli.
To je dolga zgodba, a preprosto dejstvo je, da družbeni kaos ni dober za posel premožnih ljudi. Zato je malo verjetno, da bi svet zdrsnil v ogromno brezposelnost in brezup. Vsaj upamo, da ne. Tudi če umetna inteligenca dejansko ustvari svet obilja, bodo še vedno obstajali tekmovanje, status in hierarhija. Človeške družbe so to imele vedno. Nismo enaki. Nikoli nismo bili. Tudi v prihodnosti si bomo prizadevali, ker to zahteva evolucija. Tudi v svetu, kjer so osnovne potrebe zlahka zadovoljene, se še vedno borimo za priznanje, vpliv in prestiž. A morda bi bolje poskrbeli za tiste, ki ne morejo delati ali so zapostavljeni. In če govorimo o tem, kako se delovno okolje spreminja in kdo je zapostavljen, si oglejte, zakaj podjetja odpuščajo delavce generacije Z, da vidite, kako se ti procesi odvijajo danes. Ali pa kliknite na ta video.